Bodi to, kar si, ne to, kar okolica pričakuje od tebe. V oddaji Klepet ob kavi si to upamo. Hvaležno pozdravljeni in dobrodošli. Veliko ljudi obstaja, ki radi pomagajo drugim. A vendarle, kdo resnično lahko pomaga človeku in kdo je le tisti, ki pridiga neke načine življenja, ki bi jih človek moral živeti, pa pravzaprav ni niti njegova odgovornost, niti njegova pravica, da človeku govori, kaj bi on moral početi in česa ne bi smel. Všeč mi je bil en tak odstavek v eni knjigi, zdaj se ne spomnim kateri, ampak govoril je pravzaprav o tem, da je najboljši način, kako lahko nekemu človeku pomagamo ta, da mu pomagamo odkriti, kdo on v resnici je. Kdo je on, katere so njegove sposobnosti, katere so njegove prednosti, kje so mogoče slabosti. In veste kaj? Ravno zaradi tega mi je všeč Jyotish, indijska astrologija. Tina Orov je tista, ki je meni osebno naredila astrološko karto in ne samo meni, veliko ostalim ljudem, mojim prijateljicam, prijateljem, znancem in znamkam, pa tudi našim gledalcem in gledalkam. A kaj pravzaprav Jyotish je? Dajmo malce osvežiti spomin. Jyotish je indijska astrologija in izvira iz pradavnih vedskih časov, star več kot 5000 let. Pomaga nam razumeti, kdo smo, po kaj smo prišli in kakšni zakoni nam vladajo. S to vedo lahko razumemo našo preteklost, sprejmemo sedanjost in ustvarimo boljšo prihodnost. Razkriva, čemur smo sedaj namenili največ pozornosti in pomaga prepoznati posledice našega preteklega dojemanja sebe in življenja. Najbolj si lahko torej pomagamo na takšen način, da bolje spoznamo sami sebe. In vsi tisti, ki torej pomagajo ljudem, je edina prava pomoč tista, da jim pomagajo spoznati same sebe. Poglejmo recimo zapis Galileo Galileja. Človeka ne moreš ničesar učiti, samo pomagaš mu lahko najti tisto v njem samem. Galileo Galilej je to zapisal. No in kasneje Esther in Jerry Hicks, drugim ste lahko v velikansko pomoč, ko vidite, kaj si želijo biti in ko jih s svojimi besedami in z namenom razvedrite v smeri tistega, kaj si želijo sami. In veste, kdo je v Sloveniji takšen, ki pomaga ljudem spoznavati same sebe, kot sem omenila, Tina Orov. In danes bomo govorili, kako Tina Orov, ki torej obvlada to astrologijo, Jyotish, kako ona išče v vaši astrološki karti, ki je narejena na podlagi datuma, ura rojstve, kako vidi recimo partnersko področje, kako vidi posel, kako vidi splošno osebno zadovoljstvo in vse te strani. Iz Sežane danes prihaja na čaj, ker kavice načeloma ne, sploh je ne strežemo. Ja, evo, tukaj je. Kar naprej. Ja, kar naprej. Pozdravljena. Živjo. Dobrodošla. Je bila v redu pot iz Sežane? Ja. V redu pot. Evo ga, izvoli. Veliko ljudi k tebi pride v Sežano, mnogi te pa kar pokličejo, ne? Kar po telefonu tudi lahko, če kakšen nima izpita ali pa če mu je predalec Sežana, se lahko slišimo preko Skype ali pa preko telefona. Vidim, da si na slabem glasu, to pomeni, da si veliko govorila, ne? Sem, res sem. In tu mi meni javi, kadar je preveč in pol je malo slabši glas. Aha, no, ampak še vsem te zelo dobro slišimo. Danes nam boš zaupala en košček v pogled v tvoje delo. Zdaj sem govorila o tem, kako je edini način, da pomagaš človeku ta, da mu pokažeš to, kar on dejansko je. Ja, zdaj, kako mu tu povem? Zdaj, jaz itak predno pridejo k meni, mi že pošljajo podatke, ali se slišimo po telefonu, ali je tu preko maila. In jaz že preden so pri meni, se že pripravim in pol takoj vidim, aha, ta oseba trenutno nima se kaj bati, ker ima vse predispozicije, da bi bil srečen. Zdaj pa vprašanje, ali je sploh srečen. Zdaj, če ni, se pravi, da je nekje neka blokada. In pol jaz takoj vprašam, ko pride k meni, ok, imaš zdaj trenutno tranzite super, karto imaš lepo, nikjer nimaš nobenih stvari, da bi moglo biti nekaj narobe. Kako se pa ti počutiš? In pol, ko oni meni rečejo, joj, jaz sem pa čist na dnu,
čist na psu, ne vidim več nobenega izhoda ven, potem tle vidimo, da nekaj ne štima, ne? Ali so oni prej čist sebe zanemarili in niso se poslušali, ali pa nekaj drugega, potem počasi preko pogovora pridemo tudi do tega, se ponavadi oni že vejo, ne? Takoj, ko jim jaz razlagam tudi te vedske modrosti, potem sami rečejo, ja, zdaj si mi dala dosti odgovorov, da že vem, kaj moram narediti. No, ampak kar je meni všeč, recimo meni si to naredila in imam tudi posneto in ob novem letu sem to poslušala in sem slišala stvari, ki jih prej nisem slišala, ampak recimo zdaj se morava slišati, recimo te tranziti pa to, ne, to se mi zdi, da je zelo pomembno, da delamo stvari. Mislim, vse vedno je tako, ne, lažje je hoditi, če imaš veter v hrbet, kakor pa dejansko v prsa, ne. In je fajn vedeti, ti tudi to vidiš, kdaj imamo veter v hrbet za določene stvari, ne. Ja, točno tu sem prej razlagala, ne. Zdaj, če so tranziti okej, da je karta lepa, tu je potem veter v hrbet, ker nas bi pošiljal naprej. Zdaj je pa spet odvisno od človeka, ne, ker mi, kaj pa rabimo za življenje, važno je, da smo srečni. Zdaj, če nekdo ni srečen, je treba videti, zakaj ni. Ali so ga doma vzgajali tako, da nikoli ni bilo nas zadosti dobro, pa čeprav ima on v karti vse okej. Zdaj, pol tem treba iti preko teh prepričanj, kaj so nekoga doma vzgojili. Zdaj, odvisno tudi, koliko je oseba stara, ne. Zdaj, eden pri 20 letih ima v bistvu še vse pred sabo, tiskrat se začne on komaj živeti. Nekdo pri 40 pa je že na pravi poti, da nekaj spremeni, ne. Absolutno. Danes nam boš zaupala malce več o tem, kako preko astrološke karte spoznati, kje iskati srečo v partnerstvu, poslu in lastnem zadovoljstvu. Kajti vsak ima neko svojo področje in svoj način, a ne? Ja. Zdaj, recimo, če gledamo partnerstvo, pogledam to 7. hišo, ko smo že zadnjič imeli hiše, smo povedali, da 7. hiša predstavlja partnerstvo, da tu je najbolj oddaljena hiša od nas, od prve hiše, tako da ponavadi v partnerstvu iščemo neke karakteristike, ko jih mi nimamo. In pol jaz takoj pogledam, ne, recimo, evo, glih zadnjič je bila pri meni ena gospa, ko je imela v 7. hiši 4 planete. In jaz sem jo takoj vprašala, ne, kaj pa zdaj, verjetno tebi ful pomeni partnerstvo, in je rekla, da ne. In potem smo preko pogovora ugotovili na koncu, da v bistvu ima tle vse poštimano in zaradi tega temu ni posvečala dosti pozornosti. Če pa ne bi imela partnerstva, recimo, bilo kaj bi se zgodilo, tudi če bi slučajno ona bolj na kariero šla, da bi pač bilo tako, da bi dobila priložnost in da ne bi imela partnerja, verjetno bi imela velik manko. Velik manko. In s tem se ne bi mogla sprijazniti. Ne, in nekaj bi ji manjkalo in ne bi znala povedati, ker njej je vse. In pol na koncu rekla, ja, saj res, v bistvu imam tega partnerja že od 18. leta, zmeraj vse štima, samo res se ful trudim tudi za to. Ker to je to, to je tisti stavek, tisto, čemur posvečaš pozornost, raste. Če boš ti posvečal pozornost otrokom, bodo otroci. Če boš partnerju, bo partner, in če boš karieri, bo kariera. Zdaj, vsemu pa ne moreš, lahko, 100% vsemu pa ne, ker iščemo ravnovesje v življenju. Ja. Vse se da, če se hoče. Vse se da, če se hoče, vse. To mi je zanimivo in ti lahko vidiš, recimo, če ima nekdo, ne vem, ali v poslu izzive, ali v partnerskem odnosu, ali pri zdravju, ali kakorkoli, lahko ti vidiš glede na te tranzite, ki se torej premikajo, v tem smislu, zdaj je pač tako obdobje, zato se ti zna zgoditi, da pridejo take in take težave, a ne? Ali pa rečeš, zdaj je pa zelo ugodno, pej to akcijo, pej to nov posel, pač na takšen način, a ne? Ja, na tak način. Tu pogledamo, recimo, Saturn je v tranzitu 2 leti. Tu je dolgo obdobje. Jupiter je 1 leto. Tu sta že 2 taka pokazatelja, ker je kar dolgo in se lahko že napove. In če pridesta ta 2, recimo, na neugodno področje in še da, ne vem, v 8. hišo, ko so lahko bolezni, in da ima še oseba v 8. hiši nekaj, kar se zdravja tiče, potem jo jaz opozorim, daj pazi v tem obdobju teh 2 let, pazi, da ne greš preko sebe, da ne preveč delaš, daj se malo umiri, tako, pol jo malo opozorim, daj dihi globoko s trebuhom, če se le da, ne tako z glavo skuziti, ne, ker mi bi še včeraj radi, da se stvari nekaj zaključijo. Včasih ne gre, včasih moramo enostavno pustiti, ker vse bo, ne more biti takoj. Sam je lažje, veš, Tina, če ti to pogledaš noter, pač to so planeti, itak pač
planeti so to, a ne? Seveda, da imajo vpliv na nas. A ne? Čist drugače, kad ti rečeš človeku, zdaj pa trenutno si v takem obdobju, se moraš malo umiriti, ali pa zdaj le pa malo stisan, pa gremo tukaj. Čist drugače, če ti to poveš ljudem in se mi zdi, da potem res pade to na neka plodna tla, da to ljudje potem začnejo upoštevati, no? Verjetno, da res, zato ker če že pridejo do mene, so že pripravljeni nekaj spremeniti, ne? Zdaj tisti, ki ni pripravljen, verjetno se ne bo niti prišel. Jaz vsakmu rečem, tudi kakšnega, ko je strah, recimo, joj, kaj mi bo pa povedala, da se ne rabi nič bati, ker vsaka karta je lepa, vsako težko kombinacijo se da popraviti, samo če človek hoče nekaj v tej smeri narediti, bo boljše. Zdaj, če pa nimam, okej. Tako. Torej, treba je poudariti, Džotiš, ni vedeževanje ali pa kakšne jasnovidne sposobnosti, ki jih potrebuješ, ampak dejansko znanost, a ne? In lahko ti v karti nekoga vidiš tudi njegove otroke, vnuke, mamo, očeta in tak naprej. Ja, vse tu pogledamo. Otroke, mamo, očeta, brate, sestre. Vse se vidi. Vse. Tudi potem od otroka, recimo moža, ženo, se tudi vidi. Se tudi vidi? Ja. Aha, no vidiš, to je zanimivo. Če greva potem naprej na srečo in zadovoljstvo v poslu, tukaj lahko vidiš tudi neko poslanstvo, ne? Ja, tukaj zdaj je tako, ne, kaj je naše poslanstvo, to je ful zanimivo. V bistvu mi se itak spreminjamo stalno, tako da se lahko tudi to poslanstvo z nami spreminja. Ni rečeno, da bo prav zmeri isto. Tu jaz mislim, da če smo mi, tako ko gre zdaj hitro tehnologije naprej, ne živimo v jami, tako ko so živeli pred 5000 leti, moramo tudi mi slediti malo temu toku. Tako da zdaj, če nekdo je zdaj igralec, okej, mogoče mu pa čez 10 let ne bo več tu služilo, pa bo nekaj drugega. In tudi v karti se tu vidi, ker bo lahko neko obdobje se zaključilo, nek tranzit, in potem recimo Jupiter je tako obdobje, ki traja 13-14 let, ki je obdobje rasti, obdobje prijateljstva, obdobje, ki bi vse navzven dali. Po njemu pa sledi Saturn obdobje. In tu ni za nalaž, tu je, v bistvu narava je tu poskrbela za nalaž, da nas umiri. In ponavadi doskrat, recimo, da je en igralec, ko je prej ful delu, kar naenkrat lahko bo imel tudi manj vlog. In potem tak, recimo, da bi prišel k meni, bi mu jaz razložila, glej, mogoče je pa čas, da se malo vstaviš, da malo predihaš in da res pogledaš, kaj je bistvo, kaj si ti najbolj želiš. In se bodo stvari obrnile, kakor treba, samo malo počakaj, ker Saturn nas hoče naučiti, da manj je več. Se pravi, ti tranziti so pomembni, to se tudi vidi v poslu in v lastnem zadovoljstvu. Kakšni ljudje, takih je res veliko, ki pridejo pa tudi na vikende za dušo ali pa karkoli, pa rečejo, lej, imam dosti denarja, položnice plačene, nikomor nič dolžen, fajn moža, otroke, vse je v redu, sam jaz še vedno nekaj čutim, da mi nekaj manjka, ne? Verjetno imaš tudi ti take, ki te pokličejo, ne? Pa rečejo, vse v redu, sam nekaj, ne, kakor nekaj. Tu je pa spet lahko, da je v tranzitu nekaj, ne? Da je obdobje, ki govori bolj, da mora oseba navznoter se obrniti. Oseba, ko pa dela z ljudmi, bo težko se navznoter obrnila. Tudi če kruh prodaja, mora biti prijazna. Se ona lahko si da eno masko gor, ampak vprašanje, koliko časa bo tu zdržala. Zdaj, če je obdobje Ketuja, ki je ta južni lunin vozu, to obdobje kaže, da se gremo malo v sebe, lahko nas začne zanimati bolj mistika, nekaj novega, neke inovacije. In taka oseba ne bo več hotela se tako razdajati. In mogoče ji bo čudno, kako celo življenje sem hotela biti z ljudmi, zdaj pa mi grejo ljudi na živce. In pol tu je ona se bo čudno počutila. In pol, kaj jaz razložim, da je to obdobje, ko bo minilo, traja 7 let, obdobje Ketuja, tu ni zdaj 30 let ali pa, da bi bilo celo življenje, tak 7 let se nekako mine in pol povem, da malo potrpi pa bo. In povem, kaj naj dela v tom obdobju, ko to je obdobje za kakšno meditacijo. Ker ti ljudem tudi neke vaje kažeš, pa to, pa te Bachove kapljice, ne, tudi? Ja, pol jih pogledamo, si zberejo, lahko jim glede karte povem, katere Bachove kapljice, ali pa si kar zberijo SOS varianto, tako če so po kakšni operaciji, ali pa huda stiska, ali pa mirna noč si lahko zberijo, ali pa motivacija. Imam različne te, ki se lahko naredi, ali pa čisto osebna mešanca. Tu vaje so pa zato, da nas vrnejo nazaj k naravi, energijske vaje, ki tudi pomagajo, da pridemo spet v stik sami sabo, da ne toliko hitimo, da končno malo spraznimo ta ki stalno en črviček noter melje,
Ne, imamo stalno še zvečer, dosti ljudi, ko pride k meni, ima probleme s spanjem in po noči, mogoče 1 uro spijo in to je tu, to ni prav za organizem. Ne? To te pele v depresijo, če hočeš ali pa nočeš, ne? Sigurno. In pol imajo, zdaj problem je tudi mlade mamice, ki imajo otroka, ko se zbudijo, no, dobro, tu je obdobje, ko traja 1 leto in pol mine. Včasih se tudi zgodi, da je 1 leto, pa potem spet rodijo, je že 1 leto in potem tu lahko traja 5 let. Tu je pa res že, da so na robu obupa, ne, lahko. In pol, če pogledamo še v karti, vidimo, da mogoče je res tu tak tranzit. Če pa ni, jim sam povem, glej, samo umiri se, probi čim bolj spati, peli, ne vem, hnono, tudi če se da otroke, saj 1-krat, 2-krat, toliko, da se ti ne spiš, ker spanje rabamo. In te kapelce pol tudi pomagajo, da se sprostimo. Ne, ker če smo mi napeti kot struna, ne moramo se sprostiti. To je seveda zelo pomembno. Ja, jaz mislim, da vsak človek bi mogel samega sebe vsej tukaj spoznati, da mu en astrolog, kar ti, ta Jyotish, da mu naredi karto, pa da mu malo pove stvari. Ker se, če tako pogledaš, vse mi sami sebe sploh ne poznamo, ne? Koliko ljudi verjetno pretepuno, a ja, se res, ja, se to pa res, a ne, kad nikoli ni slišal prej za to. Ja, ful je zanimivo. Evo, gli zadnjič je bila ena mlada punca pri meni, ne vem, kaj ima 25 let, pač ima še celo življenje pred sabo, šolo ima še za dokončati. Zdaj se je končno zaposlila, ni tu točno, kar bi rada in ne ve, ni vedela, kaj bi. In jaz sem ji povedala, glej, imaš na karieri 4 planete ali 3 planete. Tebi je sigurno velik fokus na kariero. A ona je do zdaj niti ni toliko razmišljala, še kaj je mlada in tako je bolj mislila, da bi rada bila doma. Pol je rekla, ne, veš, da imaš prav, se jaz ne bi bila doma. Meni je ful pomembno, da sem dobro plačana. In kako bom bila dobro plačana, kakor da daš neko pozornost na to. Ona ne bo delala v trgovini za 500 €, je že rekla, ne. In se rekla, ne, si tudi, ne zdaj, da tu podcenjujoč, ampak za njo tu, ona ne bi bila zadovoljna, ona bi se počutila manj vredno in bo gnala naprej, dokler ne bo prišla do tistega. Da izkoristi svoje točke moči. Točno tu. Odlično. Najlepša hvala. Tina Orov iz Sežane je bila v naši družbi. Govorili smo o Jyotishu, o tem, kako človek na različnih področjih najde srečo, predvsem pa to mora biti tam, kjer ima svoje lastne točke moči. Spoznajmo torej sebe, pa bomo že zrihtali svet kot posledico 1x1, to drži. Mene je mama učila, ko sem bil otrok, Ja. da je trmoglavost neka slaba napaka, slaba lastnost, da to ni prav. Ne? Danes se ljudje hvalijo. Najboljši predsednik države bo tisti, ki bo najbolj trmast.